udeležbo. V zvezi s predmetom današnje tiskovne konference lahko rečem to, da to, kar se je zgodilo včeraj, odnosno danes, to je odločitev predsednika Državnega zbora, da ne razpiše roka za zbiranje podpisov za referendum, ki so ga zahtevali delavci migranti, predstavlja eno od najnižjih točk pri delu kateregakoli predsednika Državnega zbora. Jaz sem reči, da sem bil prepričan, da je gospod Brglez že dosegel dno, pa vidim, da ga z vsako svojo tovrstno odločitvijo še poglablja. Torej, še nismo na dnu. Zakaj gre? Gre preprosto za to, da se lahko sprašujemo, odnosno lahko ugibamo, sklepamo ali karkoli želite, ali delavci migranti izkoriščajo referendumsko zakonodajo ali ne. Verjetno boste vsi po vrsti rekli, da ja. Vsaj, kar se mene tiče, je to irelevantna zadeva. Relevantna je ustavna ureditev, relevantno je pravo, relevantno je zakon o referendumu in ljudski iniciativi in seveda relevantna je tudi Poslovnik Državnega zbora. Če pogledamo ustavo, zakon, ki sem ga omenil, in Poslovnik Državnega zbora, so stvari jasne. Če je kdorkoli v tej državi zbral 2500 podpisov in zahteva razpis roka za referendumsko zbiranje 40 000 podpisov, in če je to zbral na zakonit način, na pravno pravilen način, na tehnično pravih obrazcih, če želite, je Ministrstvo za notranje zadeve tisto, ki je dolžno to preveriti. In ko Ministrstvo za notranje zadeve potrdi, da je 2500 podpisov zbranih na pravilen, zakonit način, potem predsednik Državnega zbora nima nobene, poudarjam, nobene možnosti več. On je dolžen razpisati referendum. Poudarjam, on je dolžen razpisati referendum. Zakonodaja pravi, razpiše, torej je dolžen, razpiše rok za zbiranje podpisov, se upravičuje. On mora razpisati ta rok za zbiranje podpisov. On ne more odločati o tem, da bo ali ne bo razpisal tega roka. Tako da, če koalicija, odnosno predsednik Državnega zbora meni, da je vprašljivost namena pobudnikov, torej delavcev migrantov, potem je koalicija tista, ki lahko spremeni zakonodajo, konkretno zakon o referendumu o ljudski iniciativi, in seveda tako odločitev, ali gre za zlorabo ali ne zlorabo, prepusti sodišču. Na noben način seveda tega ne more odločati predsednik Državnega zbora. Podobna ureditev velja tudi za tiste primere, ko referendum ni dopusten in ko predlagatelji recimo menijo, da so na pravi poti, odnosno so upravičeni do referenduma, pa Državni zbor oceni, da temu ni tako, da bi to lahko bilo v nasprotju z ustavo, je seveda potem Ustavno sodišče tisto, ki odloči dokončno, ali referendum bo ali ne bo. To vrstno ureditev je možno spremeniti tudi za te slučaje, ki sem jih omenil, in seveda izključiti možnost, kakršnokoli možnost, da bi ena oseba v tej državi, konkretno predsednik Državnega zbora, odločil o tem, ali bo ali ne bo razpisal roka za zbiranje podpisov za referendum. Zdaj, nisem globoko prepričan, da je predsednik Državnega zbora seveda grobo kršil ustavo in zakon. Zato bomo čez nekaj trenutkov vložili v proceduro Državnega zbora predlog za njegovo takojšnjo razrešitev. Predlog za njegovo takojšnjo razrešitev. Naj se zaključim, poudarim še naslednje. Če bi se kaj takega zgodilo v katerikoli, recimo, demokraciji zahodnega tipa, v nekaterih drugih državah, bi verjetno pred parlamentom ali tako inštitucijo, katere predsednik bi kaj takega odločil, se zbralo 50 000, 100 000 ljudi.
In taka oseba bi morala odstopiti. Jaz tega pri nas ne pričakujem. Predsednik Državnega zbora se seveda sklicuje na mnenja pravnikov, tudi opozicijskih, ali pa tistih, ki pripadajo po svoji svetovnem nazoru opozicijskim strankam. Poglejte, tu je situacija popolnoma jasna. Predsednik Državnega zbora in ta koalicija je angažirala 5 vrhunskih strokovnjakov, doktorjev znanosti, ki so ji rekli, da lahko vzame mandat, konkretno Janez Janša. Pa vemo, da je Ustavno sodišče odločilo popolnoma drugače. Torej, to vrsta mnenja pravnikov so, po mojem globokem prepričanju, netočna, nepravilna in verjamem, da bo Ustavno sodišče tisto, ki bo stvari postavilo na svoje mesto, če bodo le seveda pobudniki ta postopek pred Ustavnim sodiščem zahtevali. Toliko.